Ajde. V tokratni oddaji o nadaljevanju akcije, ki bo pomagala pri pretočnosti prometa. In o antistresnem asistenčnem sistemu, ki bo vsaj nekoliko omilil čas preživeti v koloni. Govoriš o tajski masaži? Ne, poglejmo kaj. Pozdravljeni v avtomobilnosti. Pred časom smo na zelo nazoren način pokazali, zakaj prihajajo v jutranjih in popoldanskih konicah do zastojev. In že takrat smo vedeli, da smo dreznili v veliko temo. Sej, zato smo se je pa pravzaprav lotili. No, nismo se je lotili sami. Zelo smo veseli, dragi gledalci in gledalke, dragi vozniki in voznice, da ste nam v takšni meri pomagali, ker smo ugotovili, da promet je ena skupnost in kjer lahko sodelujemo vsi in če sodelujemo vsi, potem pride do manjših zastojev in do bolj tekoče vožnje, predvsem na avtocestah oziroma na mestnih vpadnicah. Da je promet ekipna igra, smo rekli. No, in pridružili smo se vam na vozniškem sedežu z Radiem Valov 202 in se v jutranjih konicah in popoldanskih spravili na tegobe prometnih konic in kako spremeniti vozniški slog in s tem zmanjšati potovalni čas. Pravzaprav, če popolnoma poenostaviva, rekli smo takole. Ali se bomo vsi skupaj peljali recimo 60 ali pa 70 km/h ali pa se nihče ne bo peljal 100, ker če zgolj eden ali dva v koloni poskušata peljati 100 km/h, ritem celotne ekipne igre pokvarite do te mere, da čez nekaj časa vsi skupaj stojimo. No in na podobne stvari ste nas opozarjali celo prek Twitterja, kot eden od naših gledalcev, ki je napisal, da so v Luksemburgu poizkusno uvedli od 6:15 do 9:15 zjutraj čas, ko na avtocestah oziroma mestnih vpadnicah omejitev 130 pade oziroma jo znižajo na 90 km/h. S tem naj bi bilo, zanimivo, manj zastojev. Prav v času trajanja te naše lanskoletne akcije in pravzaprav eksperimenta pa se je pokazal drug izziv. In temu lahko rečemo izziv uvozov. Vedno je nekdo, ki reče, peljali smo se po recimo štajerski avtocesti in vse je bilo fino in lepo in tekoče, dokler se niso priključili tisti, da ne uporabim kakšne grde besede, iz Lukovice ali Domžal. Vedno je kriv nekdo drug. Nekdo drug. To, da nekdo izsiljuje, da zelo hitro zapelje na uvoz, pelje do konca svojega pospeševalnega pasu, tam želi ali pa celo izsiljuje vozila, ki se peljejo zelo nizko, recimo 30 km/h, je tako. Če je eden, ki to naredi, ga pravzaprav morda tale kolona še lahko nekako absorbira. Če so pa trije takšni, se bo pa kolona ustavila. Seveda govorimo o prometnih situacijah v času prometnih konic, torej ko je na cestah gneča. Takrat morajo veljati prilagojena prometna pravila. Pravilno je, da se tisti, ki se uvažajo na avtocesto, s hitrostjo, po kateri poteka promet na avtocesti, torej na voznem pasu, vključijo tako, da nekako upoštevajo sistem zadrge. Seveda pa tu je stvar zdaj takšna, če so vsi pripravljeni sodelovati na ta način, kar pomeni, da bo na voznem pasu ustrezna razdalja med vozili, ki vozijo recimo počasi, in da bodo ti, ki se priključujejo, to razumeli, da bomo šli eden po eden v kolono, potem se bo zadeva izšla. Če pa tega sodelovanja ni, se pa nesporno na avtocesti promet ustavi in se ta fantomski zastoj seveda pokaže potem nekaj kilometrov nazaj. Tipičen primer štajerske avtoceste je ta, da se ne stoji od Domžal proti Ljubljani, ampak se stoji za vsemi predhodnimi priključki. Priključki na avtocesto so v jutranjih konicah na tem delu štajerske avtoceste izrazito močno obremenjeni. Zato se prav tu posebej očitno na preskus postavi ekipni duh, o katerem v avtomobilnosti tako zavzeto govorimo že vse od eksperimenta s fantomskimi zastoji. Sicer pa identične situacije, še posebej v jutranjih konicah, najdemo na različnih koncih Slovenije. A kakorkoli, akcija, v kateri smo ves minuli teden na Valu 202 prek prometnih sporočil spodbujali k bolj tekoči vožnji, je bila glede na Darsove meritve uspešna. Slovenci smo res pridobili nekaj jutranjih minut. Toda pravkar zaključena akcija je zgolj ogrevanje.
To akcijo smo se mi predstavili kot neko predhodnico projekta, s katerim se na Darsu zdaj veliko ukvarjamo. Postavljamo namreč portale, s katerimi bomo aktivno upravljali s hitrostmi. Bomo z aktivnim podajanjem hitrosti, s katero naj uporabniki vozijo po avtocestah, pomagali pri pretočnosti. Torej pričakujte, da hitrostne omejitve v prihodnosti ne bodo več fiksne, ampak optimalno izračunane glede na trenutno prometno situacijo. Na promet pa lahko gledamo povsem ekonomsko. Recimo, da so avtoceste ponudba, promet pa na nek način povpraševanje. No, in ostanimo pri takem pogledu. Ponudba bo, če smo realni, še lep čas ostala taka, kakršna je. Avtocesta večja, širša ne bo, izvozov večjih, drugačnih ne bo, hitre železnice so utopija, vse ostane, kakor je. Na drugi strani lahko rečemo, da bo povpraševanje vsaj tako, kot je danes, ali pa bo večje. Kaj torej lahko naredimo? Po domače rečeno, če vam prevedem to, kar je Andrej povedal, je, da stojimo in da verjetno v prihodnosti bomo tudi še stali. S takšnimi akcijami, kot jih imamo mi s kolegi z Vala 202, sicer prihranimo kakšno minuto ali dve, ampak na koncu se moramo že kar počasi navaditi, da glede na povečano število avtomobilov in kapacitete, ki jih imamo, bomo bolj kot ne v gužvah. No, ampak vsekakor je rezerva. Prav naša akcija je najlepši dokaz, da lahko zmanjšamo potovalni čas že zgolj s tem, da spremenimo vozniški slog. Ampak, bodimo realni. Tudi, če delujemo kot najbolje podmazana ekipa, tudi če na uvozih dosežemo, da pademo skupaj kot zobnik, se moramo zavedati, da bo na naši, recimo 30-minutni poti, da bomo na koncu mogoče prišli minuto prej. Ker, če zopet se vrneva na pogled ekonomije, Dars bo takrat ocenil, da je izboljšal pretočnost za 5% in to bo izjemen rezultat. To bo pomenilo, da so pri maksimalnem povpraševanju, pri enakih sposobnostih ponudbe dosegli 5% izboljšanja produkcije. Mi bomo pa dobili 1 minuto. Ne, dobili bomo nekaj drugega. Dobili bomo vožnjo z manj stresa. In vožnja z manj stresa je povezana tudi z recimo srčno-žilnimi boleznimi, je povezana tudi s sladkorno boleznijo, s povišanim krvnim tlakom in podobnimi zadevami, kar pa nam bo prineslo nekaj bonusov v drugem spektru življenja. In ta udobnost med vožnjo in manj stresa med vožnjo je pa zadeva, h kateri vsi na nek način stremimo, tudi novi tehnološki sistemi in prijemi avtomobilskih proizvajalcev. No, in tukaj ste bili z nami zopet vi, naši novi testni vozniki. In preizkusili ste prav poseben asistenčni sistem, ki deluje z pomočjo kamere, radarja, interneta in kartografije. In z integracijo vseh teh sistemov omogoča že na pol avtonomno vožnjo, ki pomeni bistveno manj stresa prav v takih dnevnih konicah na avtocestah. Tokratni testni vozniki so bili nadpovprečno izkušeni uporabniki radarskih tempomatov in drugih asistenčnih sistemov. Spoznajmo jih. Ko enkrat, dvakrat, trikrat, štirikrat se ti zgodi, da te v bistvu taki asistenčni sistemi rešijo pred skoraj gotovo prometno nesrečo, pol veš, kaj to pomeni, če to imaš. Ko se začne enkrat kolona na avtocesti, je to prava odrešitev. Sam vozim Passata letnik 2015, ki ima radarski tempomat, vklopim ga na Vranskem, se pripeljem na avtocesto, v Postojni stisnem bremzo, se izklop. Trenutno ima Autoline sistem izključil, ker pač preveč cuka. Aktivni tempomat mi je v redu, ampak pač preveč bremza. Pa na tem avtu je pa to čist druga poezija. Nastaviš varnostno razdaljo, naprimer malo bolj nadaleč in avto vozi sam. Ne rabiš kontrolirati, koliko greš. Ampak še vedno se najdejo vsiljivci, nestrpneži in razne druge izraze, bi rekel, o ljudeh, ki ne znajo spoštovati varnostne razdalje, te, ki naštima ta radarski tempomat, pa vedno skačejo noter. Taki mi kvarijo dan. Zdaj bomo šli pa desno na avtocesto in ne se dotikati zavore ali pa gasa, vse pustimo. Opazujte table. In sem v bistvu samo enkrat pritisnil na bremzo. V bistvu sem gas uporabljal mogoče samo 2-krat
ko sem se vključeval na avtocesto in je od zadaj prihajal en tovornjak, tako da sem malo hitreje pospešil. Do zdaj so moje izkušnje bile takšne, da je sistem prepoznal znake in jih je samo izpisal. Nobene akcije ni sledila temu. Z današnjim testiranjem se vidi, da zdaj sledi akcija. Ker sicer ne vem, ki je on zdaj videl tablo 80, da ste jo vi videli. Bila je na levi. Pri starem sistemu, zdaj ko prideš v ovink, ne bo sam zaznal, da je ovinek. Koliko imaš naštiman, toliko priletel ovink. Rabiš sam bremzati, pri novem dejansko sam volan zasukneš, to je to. Pri svojem avtu, zdaj ko prijem v križišče, bo predivjal not konarc. Ta se lepo ustavi, lepo spelje. Greš dol z avtoceste, da sam že začne tem vzati. Všeč mi je bilo, da je kombiniral mojo navigacijo s cesto in kaj sledi in je sam zmanjševal že pred križiščem, kjer bom zavil levo, je sam zmanjševal. Vi morate samo zapeljati na desno v križišču in potem sam pospešuje. Super pripomoček, ne? Ampak stop znaka ne prepozna. Ne? Druga stopnja te avtomatizirane vožnje bo seveda predvidela tudi to, da je tukaj stop znak. Zdaj vidim naši vzdrževalci, kateri vzdržujejo črte, da je važno. So bili pogoji danes dež, difuzna svetloba in na nek način je mora biti bila dobra simulacija, kako delujejo tudi v takšnih slabih svetlobnih pogojih. Rekel bi, da v tistem delu so črte različno osvetljene. Plastiko čez Višnjegorca je odlično sledil. Dol, bi rekel, en kos, ki je še starega, tisti je sam barva in bi rekel, ni odbojnosti in ne gre. To pomeni, da treba črte obnavljati. V teoriji mi je to zelo všeč, to je meni zelo koristno osebno, ampak v praksi pa ima neke pomanjkljivosti. Ni še zrel, da mu prepustiš kontrolo. Po avtocesti, kjer so pač neke fiksne omejitve, je v redu, dokler pač niso neki znaki malo bolj stran. Spustil iz Višnjegorskega klanca, kjer je verjetno zaradi bližine lokalne ceste spustil na 50. Ta sistem danes nam je pokazal, da je videl znak, kjer ga ni bilo. To je bilo malo moteče, ampak dobro sem opazil, sem posredoval, ampak potem je zopet vrnil nazaj na AC. Kje je sistem kiksno? V Sloveniji pogosto nimamo table konec omejitve. Tudi tukaj naprej od avtoceste dol, ko smo se prijavili proti Muljavi. Tam je v bistvu bila 60, zakaj 60? Pa ni bilo več znaka, da ta omejitev preneha, ampak je bilo samo križišče, ki po predpisih signalizira, da omejitev preneha, je avto še vedno vozil 60. Avto sam ni kriv, če ne vidi znaka, če ga ni. Prvič sem vozil po cesti, mrak se je delal, še dež je bil. Za suho cesto bi tu bila ok hitrost, ampak za dež pa mogoče je bila malo previsoka. Jaz bi šel počasnejši. To pomeni, da so še nekje luknje oziroma v ti umetni pameti, ki bi se dalo pokrpati. Je pa tudi zaznal bolj ostro ovink, je pa kljub, da je bilo v 90, naprimer, je pa zaznal, ker bi ostrejši ovink pa zmanjšal. Bil sem pripravljen, da bom bremzal, ampak je sam, bi rekel, zmanjšal. A čeprav je tako imenovani Travel Assist zgolj prototip vožnje prihodnosti, pa so naši testni vozniki po vožnji z novim Passatom videli tudi že povsem praktične koristi za današnje čase. Moja pot je ponavadi med Slovenijo in Češko. V samem Dunaju, znotraj mesta, ne vem točno koliko kamer, več kot 10 je sigurno na moji poti čez. Tiste njihove omejitve, 60, 80, tudi 40 nekje, večinoma 80, ne smeš iti 87, to je kazen. In če se zdaj pelješ samo v avto in gledaš vse te omejitve, si točen. Če imaš sopotnika, če mogoče je na radiju kakšna dobra muzika, pa se malo zatopiš v muziko, znak gre mimo tebe, proračun družinski je takoj lažji za 100, 200, 300 evrov. In zdaj tak sistem, sigurno dober. Investicija se bo poplačala zelo hitro. Zakaj potrebujemo internet? V preteklosti smo bili seveda odvisni preko
RDS TMC obvestil, sedaj prehajamo na spletne prometne informacije. Vsi dogodki, ki se zgodijo na cestah, bodisi so to zastoji, bodisi so to nesreče, sam sistem pridobi, nam jih prikaže na navigacijskem sistemu. Vozilo jemlje bazo podatkov iz strežnika, ki se nahaja v Wolfsburgu, medtem ko pa sam strežnik napajajo lokalni ponudniki, se pravi Dars in pa prometni informacijski center. V takem avtomobilu, ki ima internetno povezavo, kirove zemljevide, pridejo dogodki takoj, ko so v sistemu prometno-informacijskega centra. To niso niti sekunde in je že v avtomobilu. Vozilo je opremljeno z modulom, ki se nahaja nekje pod armaturno ploščo. V njej je vgrajena seveda SIM kartica, ki zagotavlja prenos podatkov. Vkolikor pa bi stranka želela poslušati naprimer spletni radio, pa mora zato vzpostaviti svojo lastno internetno povezavo preko mobilne dostopne točke. V nadaljevanju oddaje pokomentiramo novega Clia, pa tudi bolj družinsko Mazdo 3, se pravi Mazdo CX-30 in Škodo Scalo, ki hoče biti mala Octavia. In poročamo, da je SsangYong dobil nov zagon, Pininfarinin zagon. In seveda povabimo vas, da skupaj izberemo že 28. slovenski avto leta, torej avto leta 2020. Od enega Slovencem zelo ljubega modela pa k drugemu, sicer druge znamke. No, njegovega višje vozečega brata, bratranca, sorodnika smo spoznali v prejšnji oddaji, govorimo seveda o Capturju. Danes pa spoznamo Clia, ki od prejšnje generacije ni kaj dosti spremenil. Slovenski Clio. Nekateri pravijo, da je s tem, ko je ostal oblikovno precej podoben, Renault močno tvegal, saj prihajajo tekmeci, so praktično že tukaj, ki so temeljito spremenili svojo podobo. Drugi pravijo pa, da se pač oblike ne menja, če še vedno dobro prodaja. No, bodimo bolj konkretni. Clio 4 each year has been growing in sales. So even after 6 years in its life cycle, it is still fresh and attractive in terms of design. And the customer continue to tell us that the design is the reason why they purchased the car. Se strinjamo, Clio res ni potreboval osvežitve, a čeprav je novinec v resnici že viden, so se za našim testnim Cliom vseeno redno obračale glave. Pa verjetno zato ni zaslužna zgolj šminka, ki po novem sliši na ime RS Line. Tisti RS seveda pomeni Renault Sport. Ta šminka je namreč še bolj očitna v notranjosti. In v notranjosti je Clio povsem nov in nam je bilo všeč tisto, kar nas je med vožnjo obdajalo. Sploh tablica na sredini je super, je bolj odzivna in v celem boljša kot tista v Espasu. Digitalni števci so lepega dizajna, a smo imeli pogosto nastavitve na sport, zaradi števca vrtljajev. Program Sport pa je bil tudi sicer precej pogosto izbran vozni način, kajti Clio z novim trivaljnim turbobencinskim motorjem je živahen. In tak je bil tudi nasploh karakter preizkušanega Clia. Testirali pa smo Mazdo CX-30, tokrat z bencinskim SkyActiv motorjem. Prihaja pa SkyActiv X. Mazda je znana po tem, da zna pogosto pri tehnološkem smislu precej presenetiti in ubrati drugačno pot od vseh ostalih. Prihodnji mesec bomo preizkusili, kako deluje SkyActiv X. No, če navežem na Mazdo 3, takrat je oblikovno bil to velik boom in tudi po športni utesnjenosti gledano, no zdaj pa Mazda CX-30, ki tudi namiguje na to, da oblika nekaj pomeni. Seveda, oblika vedno pomeni, kot je njihov prvi oblikovalec rekel, grdega avta pač ne prodaš zlahka, ampak kar je danes sporočilo je, ali imaš športni terenec, SUV, nekoliko bolj prostoren avto na približno enaki velikosti, ali pa jim moraš ponuditi športni kupe v 5-vratni obliki. Mazda se je torej povsem prilagodila novim razmeram v spodnjem srednjem avtomobilskem razredu. Namreč po novem morajo biti klasične kombi limuzine športne in zato je nova trojka povsem kupejevska, družinsko vlogo pa v tem razredu po novem opravljajo SUV-ji. In to vlogo namesto trojke zdaj opravlja nova CX-30. A hkrati je Mazda tudi zamenjala svoje tekmece. Glede na videno je zdaj polnopravna članica premijskih znamk. Sedite in preverite. Občutki so primerljivi s tistimi v Audijih in podobnih kolegih. Samo poglejte s tkanino obdan voznikov delovni prostor. A premijski predznak hkrati pomeni, da prostornost kljub družinski vlogi ni na prvem mestu.
So pa izredno pomembne vozne lastnosti in CX-30 je, tako kot druge Mazde, izredno dinamična. Torej, avto ima rad ovinke, kar usede se v njih, voznik pa na volanu dobro čuti, kaj se dogaja in nasploh je avto uravnotežen. Kar se motorja tiče, pa zagotavlja dvojnost. V osnovi ima najraje varčevanje z gorivom, za dinamiko ga mora voznik pognati v vrtljaje. To je pa danes že prava eksotika. Zdaj pa gremo k modelu, pravzaprav znamki, ki jo v Sloveniji ne vidimo prav pogosto, tudi v naši oddaji ni stalni gost. V Evropo in v Slovenijo se vrača SsangYong, tokrat z modelom Corando, ki ga poznamo v Sloveniji. Poznamo znamko in model kot nizkocenovni proizvajalec avtomobilov, zdaj ima SsangYong z svojim Corandom višje ambicije, ampak čaka jih še kar nekaj dela. SsangYong je avtomobilska znamka, ki ima že dolgo zgodovino, natančneje 65 let. Jim pa v tej dobi nekako ni uspelo prodreti močneje na evropski trg, saj so se njihovi modeli uvrščali na sezname najgrših avtomobilov. To se je zadnja leta spremenilo, saj so prišli pod okrilje indijskega velikana Mahindre, ta pa ima v lasti italijanski studio Pininfarina, ki velja za enega najboljših v industriji oblikovanja. Studio iz Torina je torej doslej ustvaril že mnoge slavne Ferrarije, Peugeote, Fiate, Alfe, Lance, Bentleyje, Jaguarje. Ti čudoviti primerki avtomobilske zgodovine zdaj v tej novi dobi dobivajo družbo znamke, ki je doslej na prodajo avtomobilov gledala s povsem drugačnimi očmi. A iz svoje lastne zgodovine se je očitno veliko naučila. In če drugega ne, so vzorčen primer, da je oblika nadvse pomembna, imeli pred lastnim pragom, pri Kii. Tudi ta je svoj prodor dosegla prav z dobrim dizajnom. No, dizajn seveda ni dovolj, a to zdaj Korejci že dobro vedo. Zato je novi Corando nekaj povsem drugega kot Corando, ki je bil prvi korejski SUV. Novinec je namreč uglajen avtomobil z moderno tehniko, turbomotorji, štirikolesnim pogonom in, kar je bistvenega pomena, z varnostjo za evropskih 5 NCAP-ovih zvezdic. Se je pa Evropa spet pokazala kot zibelka avtorazvoja. Corando just developed on the European character, but it will be also introduced to the general market, like Chile and some South America and some Pacific Island, Australia and New Zealand, also in the Middle East. Si pa od prenovljenega Coranda veliko obetajo tudi slovenski trgovci. Lahko rečemo, da je to nek nov začetek SsangYonga. Z močnim lastnikom je dobil nov zagon, tako da zagotovo jih bomo več videli na slovenskih cestah. V naslednjem letu pričakujemo, da bomo prodali tam nekje okrog 200 primerkov novega Coranda. Kar je močan prodajni rezultat. Mimogrede, Corando že s svojim imenom izraža samozavest in sposobnost. The meaning of the name is a Korean can do. In prvi kilometri pravijo, da je samozavest upravičena. Zdaj pa gremo k znamki in pravzaprav tudi modelu, ki sta na nek način začela kot bolj ljudska oziroma bolj, po domače rečeno, budget varianta in to nista več. Govorimo o Scali, ki se je raztegnila do mer Octavije, sloni na golfovi platformi in predvsem razblinja Rapidovo nizkocenovnost in uvaja nekoliko več Octavijinega pridiha. Če je bil torej Rapid v notranjosti po občutkih nekoliko drugačen, pa je Scala nova zgodba. Že prvi vtis v kabini je boljši. Je pa Scala hkrati nehala štrleti iz okvirjev. Zdaj je to polnopravna kombi limuzina golfovega razreda. No, to trditev moramo vzeti nazaj, kajti Scala je točno takšna, kot je bil spodnji srednji razred, preden se je z zadnjimi generacijami klasičnih predstavnikov začel spreminjati. Namreč, današnji tekmeci so karakterno gledano veliko bolj izraziti avtomobili. Samo poglejte Megana, ki se praktično prodaja samo v izvedbah RS Line. Poglejte športnega novega Focusa. Malo prej omenjena Mazda 3 je pravi kupe. Še celo razredni prvak Golf se po novem meri s prestižnejšimi avtomobili. No, Scala pa ostaja samo, kako bi rekli, avto. No, odličen avto, sploh za plačani denar, a brez čustev. Še posebej v tej dolgočasni črni barvi in z motorjem po kriterijih trgovskih potnikov. Ampak seveda je Scala takšna, da ne bi ogrozila nove Octavije.
Predlagamo, da zdaj hitro kliknete na MMC, tam vas že čaka poročilo s premiere, ogledali smo si jo v Pragi v tamkajšnji Narodni galeriji. Prihodnji teden pa vam jo predstavimo tudi na televiziji. Naj vas spomnimo še na avtomobile, ki so v minulih dneh zapeljali na slovenske ceste. Prvi je prenovljeni Ford Ranger. Dobil je na nove okoljske standarde prilagojen motor in nove asistenčne sisteme, še bolj zanimiv Ford pa je Tourneo Custom v hibridni verziji. Z drugimi besedami, začenja se hibridizacija gospodarskega sektorja. No, novi Tourneo motor bo največ prihrankov pri porabi in tudi občutno več udobja priskrbel pri mestni vožnji, saj 48-voltna tehnologija zagotavlja, da kombi zaganjamo z električno pomočjo, torej z občutno manj tresljajev. Izrazitejši hibrid pa ponuja Kona iz Hyundaia. Slovenski trgovec zanimivo ugotavlja, da Slovenci glede elektromobilnosti postajamo vse bolj premišljeni. V preteklosti je bila baterija, bi morala biti čim večja, zdaj se ta trend v bistvu že mogoče vsem mečkem začel drugače obračati in v bistvu ljudje že razmišljajo bolj logično. Se pravi, če na dan delaš 100 km ali pa 150, zakaj bi rabil baterijo, ki ima dosega 400 km, ki je v štartu dražja, ki v bistvu traja dalj časa, da jo napolniš in tako dalje. Naša tako imenovana elektrificirana ponudba se bliža, bom rekel, 10%. Pripeljal se je tudi novi francoski Koleos. Glavna sprememba so novi, čistejši motorji, še en nov pompoznež na naših cestah pa je premijski Audiov CUV, torej kupejevski Q3. Naj vas spomnimo, zakaj v resnici gre. Kadar govorimo o nakupnih razlogih, kot so vsestranska, vsakodnevna uporaba, pri Audiju Q3 prevlada razum in manj dela srce. Kadar pa govorimo o razlogih, kot so dinamična vožnja, športna eleganca, takrat pa bolj dela srce in manj razum. A ja, pa še to, saj ste svoj avto preobuli v zimske škornje. Vam ga je preobul robot? Za konec pa vas želiva povabiti še na slovenski avto leta oziroma k izboru za slovenski avto leta, ki se mimogrede dobra novica vrača na TV zaslone na RTV Slovenija 11. januarja in zato tudi vabljeni k ogledu, čeprav je do takrat še kar nekaj časa in dela. Ja, predvsem dela. Na vas je, da iz velikega števila avtomobilov, ki se ponujajo in se borijo za vašo pozornost, izberete 5 finalistov. Ta odločitev pripada vam, katerih 5 bo tistih, ki se bo borilo za potem končni naslov slovenski avto leta. In glasujete lahko vsak dan, priborite pa si lahko tudi lepe nagrade. Mi se vidimo spet prihodnji teden, vmes pa se veste YouTube, Instagram, Twitter in pa seveda na MMC-ju Poševnica avtomobilnosti.